Nahajamo se ob Ptujski cesti v Miklavžu, kjer trenutno poteka največja investicija v zgodovini Miklavške občine, ki je ocenjena na približno 6 milijonov evrov. Od tega bo približno 1,2 milijona evrov namenila Miklavška občina. Z nami sta miklavški župan Egon Repnik in pa predstavnik cestnega podjetja Ptuj Ivan Stopajnik, ki bosta pojasnila, kako potekajo dela in čemu je namenjena investicija. Gospod župan, ta investicija je, kot rečeno, največja v zgodovini Miklavške občine. Gre za celovito prenovo cestišča in pa kolesarske steze, javna razsvetljava, poti za pešce, vse bo prenovljeno. Zakaj ste se odločili za to investicijo? Kako ste zadovoljni samim potekom del? Ja, drži, gre za gotovo največjo investicijo v cestno infrastrukturo v zgodovini naše občine. Vse ne nazadnje gre tudi za največjo prometnico v naši občini. Gre za državno cesto, ki je bila nekdaj tranzitna mednarodna cesta, zdaj je to tranzitna cesta, če lahko tako rečemo, Maribor-Ptuj. Cesta je bila potrebna obnove, to je dejstvo. Našli smo skupni jezik z direkcijo, tudi kohezijska sredstva, evropska sredstva, in tako da smo se lotili skupaj celovite obnove celotne trase skozi Miklavž. Torej ne zajema samo ceste, trajnostna mobilnost zajema tudi kolesarko in pločnik, vključno z vso komunalno infrastrukturo, javno razsvetljavo, plinovodno omrežje se prečka, tudi kanalizacija za električno omrežje se polaga, skratka gre za celovito ureditev tega območja. Bile so določene pripombe glede obvozov in pa zastoja oziroma zapor. Kako je zdaj s tem, koliko je trenutno zapor na cesti? Se še predvideva večje zapore ali je glavnina že za nami del? Jaz ne poznam primera, kjer ne bi bilo pripomb v primeru obvozov, tako velja tudi za našo občino. Jaz še vedno trdim, da smo obvoze izpeljali optimalno, takrat, ko je bilo potrebno. Za popolno zaporo tega odseka v smeri Maribora je sigurno bila odločitev prava, ker smo videli, da so dela stekla hitreje. Smo bili uspešni tudi pri koriščenju tega evropskega dela sredstev. Tako da ja, zapore naprej se prilagajajo delo na samem terenu. Priključki, predvsem ko se delajo, se mora narediti popolna zapora, tako da teče po nekem sprotnem terminskem planu, dogovoru med direkcijo, občino in pa izvajalci. Tako da tu ne vidim težav, zapore bodo in ljudje bodo sproti obveščeni v zapori teh cestnih priključkov. Popolnih zapor pa zaenkrat ni predvidenih, razen v primeru asfalterskih del, kar bomo pa ljudi seveda sproti obveščali. Končali ste tudi most čez kanal reke Drave, to je bila investicija težka približno 2,3 milijona evrov. Tudi tam so bila dela kar dolgotrajna. Kako bi ocenili tisto gradbišče oziroma tista dela? Ja, moram se zavedati, gre za investicijo države, tudi v primeru mostu gre za investicijo, ki je financirala direkcija, občina v bistvu bila samo koordinator pri tej zadevi, tako da nismo imeli vpliva na to, kako dolgo investicija teče. Tekla pa povsem običajno kot pri drugih mostovih, kolikor je meni poznano, so dela trajala povsem enako kot pri obnovi Ptujskega mosta, Ruškega mosta, tako da ni bilo v Miklavžu nič drugače. Najbolj pomembno se mi pa zdi to, da je most obnovljen, praktično novi most na istem mestu, širši, boljši, tako da investicija upravičena. Mi smo zelo veseli, da je država pripravljena vložiti teh 2,3 milijona evrov in tako bo Ptujska cesta komplet obnovljena, idealno se upada tudi z obnovljenim mostom. Hvala lepa. Z nami je tudi gospod Stopajnik, ki pa bo povedal nekaj več glede tega, zakaj je prišlo do podaljšanja samih del iz januarja na april. Kaj so glavni razlogi? Je to vreme, zahtevnost gradnje, kaj drugega? Ne, zadeva je taka, se pravi, gre za relativno težak projekt. Se pravi, samo podaljšanje je potrebno zaradi obstoječe komunalne infrastrukture, saj se cesta nekje oziroma nivo leta znižuje nekje za 70 cm, kar pomeni potem, da ta obstoječa komunalna infrastruktura bi ostala dejansko v zraku in je potrebno potem vse te komunalne vode poglobiti. Zdaj glede zapor, dela potekajo v dveh delnih zaporah. Načrtuje se potem tudi ena popolna zapora v mesecu aprilu, kjer bi naredili potem, se pravi, tisto zadnjo obrambno plast, se pravi, to načrtujemo približno 2 dni popolne zapore. Tako da zdaj lahko uporabnikom ceste rečemo, da aprila pa bo to končano. V primeru, se pravi, predvidoma konec gradnje je predviden 30.4.
Seveda, če bo to vreme služilo, kar danes vidimo, da je ok. Ne.